Arheološko najdišče Kapiteljska njiva v Novem mestu je eno največjih tovrstnih najdišč v srednji Evropi. Na grobišču iz prvega tisočletja pred našim štetjem že od leta 1983 vsakoletno potekajo arheološke raziskave, ki poleg množice drobnega arheološkega gradiva prinašajo pomembne strokovne ugotovitve in nove poudarke v poznavanju prazgodovinskih evropskih povezav. Te dni so v Dolenjskem muzeju v Novem mestu izdali strokovno monografijo, v kateri so prvič zbrali podatke in ugotovitve več kot 30-letnega raziskovalnega dela. 8. knjiga monografskega niza Carniola Arheologica z naslovom Novo mesto 8. Kapiteljska njiva način pokopa v starejši železni dobi je delo kustosa, arheologa in raziskovalca v Dolenjskem muzeju Boruta Križa, s katero v muzeju nadaljujejo tradicijo izdaje strokovne literature s področja arheologije. Knjiga je izrednega pomena zaradi tega, ker predstavlja 35 let izkopava na Kapiteljski njivi in nje je zaseženo vse, kar o Kapiteljski njivi do danes vemo. Sama osnova za nastanek te knjige je bila doktorska naloga našega kolega Boruta Križa, tako da smo v bistvu dobili eno res pomembno publikacijo. Prvi del knjige je namenjen tudi laični javnosti, medtem ko drugi predstavlja izredno pomembna dognanja za vse tiste, ki se z arheologijo ukvarjajo strokovno. Do zdaj so na Kapiteljski njivi raziskali nekaj manj kot 2300 prazgodovinskih grobov. Odkrili so približno 340 grobov iz obdobja pozne bronaste dobe, v 69 prazgodovinskih rodovnih gomilah približno 1200 grobov starejše in poleg teh več kot 750 grobov mlajše železne dobe. Analiza grobišč je prinesla še veliko novih podatkov o načinu pokopa v starejši železni dobi. Vedno smo govorili, na Dolenjskem so vsi grobovi skeletni. Gre za pokop celotnega trupla in ne brez sežiga. No, najstarejših 5 grobov, ki jih imamo v teh gomilah, je žganih. Skratka, imamo tudi žgane grobove v teh gomilah poleg skeletnih. Tudi to je novost, ki jo prej nismo poznali. Posameznim pokojnikom so s seboj v onostranstvo v grobove polagali predmete svojih prednikov, tudi take, ki so bili 100 ali 200 let starejši od tistega časa. Novo odkritje je bilo tudi to, da so v grobnih jamah gradili lesene konstrukcije. Poleg skeletnih so med izkopavanji naleteli še na nekaj žarnih grobov, v grobovih pa odkrili tudi predmete prednikov, ostanke čelad, oklepov, nekaj situl, nakita in celo jantar in zlato. Vse to kaže na povezanost takratnega dolenjskega prostora z ostalo Evropo. Sami grobovi kažejo, da je to bila tukaj zelo razslojena družba, lahko rečemo tudi bogata. Imamo nekaj grobov, ki so knežji grobovi, ki so izredno bogati grobovi, z veliko grobnimi pridatki. Predmeti, ki jih najdemo v teh grobovih, so izredno pomembni in nekateri dejansko sodijo v špico, lahko rečemo, evropske prazgodovine. Kapiteljska njiva ni v celoti raziskana in v Dolenjskem muzeju imajo še veliko dela in načrtov. Gradivo je še precej, ki je bilo izkopano, samo restauriranje je dolgotrajno, dokaj zapleteno, zato pravzaprav traja leta in leta, preden se gradivo restaurira in to gradivo seveda se dejansko ves čas pripravlja in v naslednjih letih, dejansko v naslednjem letu že pripravljamo že nov zvezek, torej gradivo iz 3 gomil, skratka z vsemi podatki, z vsemi risbami, tako kot se pravzaprav v arheološki literaturi te stvari počne. A dolenjski arheologi pri odkrivanju arheološke zakladnice nacionalnega in svetovnega pomena bijejo bitko s časom. Najdišče namreč leži na nekdanji kmetijski površini, ostanki zatiranja škodljivcev in plevela ter gnojenja pa so v zemlji ustvarili kemično mešanico, ki v kombinaciji s kislim dežjem, predvsem bronaste in železne predmete, vse bolj razjeda.